Poplave in plazovi stoletja. Reševala so se človeška življenja. Izredna in dopisna seja občinskega sveta. Dan solidarnosti v občini Medvode. Materialna in psihosocialna pomoč poplavljencem. Vabilo na sredine delovne akcije. Lepo pozdravljeni. 4. avgust 2023 bo dan, ki bo v medvoški kroniki, pa tudi nasploh v slovenski, zapisan kot dan, ko so po 99 letih spet prišle visoke vode, seboj pa prinesle številne plazove in uničile ogromno število domov, javne infrastrukture in drugega premoženja. Prvič so se morali posredovalci, prostovoljni gasilci, policisti in drugi krajani osredotočiti na reševanje življenj, kar jim je na srečo uspelo. Cel petek so se borili z rekami in potoki, ki so imeli rekordne pretoke, odstranjevali plazove, vse, kar je prišlo po rekah, od drevja, avtomobilov, pohištva. Izjemno delo so opravili vsi, ki so nesebično priskočili na pomoč, tudi tvegali lastna življenja, tako da besede zahvale nimajo dovolj teže, da bi lahko izrazili vso hvaležnost, ki jo čutimo ob tem dogodku, ki je na plan ob vsej grozi prinesel tudi občutek povezanosti in solidarnosti. Zgolj slab mesec po najlepšem dogodku v občini Medvode po praznovanju občinskega praznika je novo odprta brv skorajda edini infrastrukturni objekt v centru mesta, poleg knjižnice, ki je ujma tokrat prizanesla, ki ni utrpel hujših posledic, čeprav je tudi brv bila pod vodo. Le števec kolesarjev se je ustavil, a to ni nič v primerjavi z zgodovinsko, nedavno obnovljeno brvjo v Vikrčah, ki jo je Sava odnesla naprej do Tacna, potem pa se je za njo izgubila sled. Narava je tokrat res pokazala svojo izjemno moč. Jaz moram reči, da danes zjutraj sem se zbudil in najprej prvo minuto srčno upal, da je to bila samo nočna mora. V poplavah, ki so Medvode prizadele leta 90, so bili pretoki Sore in Save precej nižji kot tokrat. Količina padavin, ki se je zgrnila na posamezna območja in v širokem pasu zaobjela tudi kraje med Trnovcem in Vikrčami, pa je povzročila škodo, kakršne ne pomnimo. Že to se pravi v četrtek. Popoldne so se začela opozorila strani Arso, mediji so povzemali ta opozorila, vendar smo se prvič soočili s tako resnimi opozorili, tako verjetno niso ljudje vzeli čisto resno. Če smo tekom poletja še nekako bili mnenje, da smo jo še kar poceni odnesli, smo tokrat po mojem dobili porcijo z obrest. Mislim, normalne zadeve za par dogodkov, hkrati smo zelo dobro opremljeni, pač lahko bi bili še boljši. Imamo tole, kaj je že raft, s katerim smo reševali tamle dol ob občini. Ko je Sora šla čez, smo reševali, se pravi, 2 otroka pa 2 odrasli osebi, potem pa še na Gorenjski cesti proti Mednam smo pa tudi eno gospo reševali, pa še mačka, kater me je dobro ugriznil, ampak rešili smo jih, tako da to smo pripravljeni, so pa seveda sodelovali tudi druge enote, nismo samo mi. Najhujša preizkušnja v tokratni ujmi je bila za posredovalce ta, da so morali reševati tudi življenja. V Soriških gajih in v okolici je bilo plazenje tako močno, da so bili ogroženi prebivalci tamkajšnjih hiš. Tekom reševanja je plazenje celo zaprlo reševalno pot in so bili skupaj s prebivalci tam ujeti tudi sorški gasilci. Podivjana reka Sora bi skorajda odnesla 2 turista v avtodomu, parkiranem ob sicer izjemno prijetnem kopališču v Rakovniku. Ker morajo reševalci najprej poskrbeti za lastno varnost, je bilo tveganje za vse zelo veliko. Ena sama napaka bi lahko vodila v katastrofo. Enota reševanja na vodi iz PGD Zgornje Pirniče za moje pojme naredila nadčloveško delo. Mi smo imeli zgodaj zjutraj eno reševanje v Rakovniku, kjer je sredi Rakovniškega polja, sredi norega pretoka Sore, ki si ga ne da predstavljati, če ga ne vidiš v živo, prišla informacija, da so sredi Rakovniškega polja, da sta 2 človeka ujeta v avtodomu. Avtodom je bil pa že naslonjen na ograjo, tako da to, kar so uspeli naši narediti v naslednje pol ure, da so ljudi dosegli s čolnom, jih naložili in odpeljali nevarno, to je pač to lahko rečeš, sem kapa dol. To delo včeraj je bilo zelo nevarno.
Tukaj, v vseh teh vodotokih, v vseh teh deročih vodah, vsaka napaka se lahko plača z življenjem. Tisto, kar je pa zelo pomembno in tisto, kar mogoče smo bili mi manj navajeni, je pa to, da smo včeraj prioritete postavljali resnično na življenja. Temelj sistema zaščite in reševanja so seveda prostovoljni gasilci v občini Medvode. To so tisti ljudje, ki prvi dobijo poziv in grejo prvi na teren. In oni poberajo stanje na terenu in ko se vidi, da, bom rekel, gasilski resursi ne bodo, da jih ne bo dovolj, da je potreba po tehniki, se aktivira štab civilne zaščite. V Medvodah je bil ta štab aktiviran zelo hitro, že po noč, mislim, da okoli 3. ure. Štab civilne zaščite je nato aktiviral še pogodbenike občine Medvode, Slovensko vojsko in preko regijskega sodelovanja še gasilska društva iz Gasilske zveze IG. Mora biti še eno srečno dejstvo je, da so v civilni zaščiti, glede na izjemno nestanovitno in nepredvidljivo vreme v zadnjih časih, imeli pred petkovo intervencijo organizirane že 3 štabne vaje in so se tokrat lažje organizirali prav zaradi dobre predhodne pripravljenosti. V soboto so ob rahlem deževju člani civilne zaščite lahko pričeli s prvim pregledom osnovne škode. Gasilci so s pomočjo Slovenske vojske in kolegov iz Gasilske zveze IG črpali vodo, prebijali in urejali plazove. Sreča v nesreči je bila, da je bilo še najmanj težav z vodooskrbo, je bila pa v Medvodah motena dobava plina. Ponekod so ostali brez elektrike, kar veliko grožnjo pa je v soboto še vedno povzročalo polzeče blato, ki je grozilo številnim objektom. V objektih, kjer se je voda umaknila, se prečrpava vodo, drugje pa se je začelo tudi z izčiščenjem. Večje delovišče pa je tudi še v Ločnici, kjer se je sprožilo več plazov in kjer so tudi močno z blatom zalite bile tudi hiše. Gasilci so imeli v petek še dovolj opreme, ko so črpali vodo na večjih območjih, v soboto pa se je že izkazalo, da zaradi velikega števila poplavljenih objektov primanjkuje manjših potopnih črpalk, zato so morali nekateri prebivalci na pomoč še nekoliko počakati, a prav vsi so prišli na vrsto. Brnilo je tudi v stavbi občine Medvode, kjer so petkove vode popolnoma zalile klet, uničile sejno sobo ter krajevni urad v pritličju. Poplavilo je tudi sosednji režijski obrat, kjer so nekaj strojev poskušali rešiti, a jih je voda ustavila na polovici poti, ko se je izkazalo, da rešitve ni niti na dvignjeni ploščadi Medvoške tržnice. Zdaj tisti, ki smo bili klet, dejansko vemo, da je šlo to na minute. Naši sodelavci so laufali ven iz občinske uprave že do kolen v vodi, tako da ta sila vode, ki se je včeraj izkazala tukaj, je pač neverjetna. Tudi v centru Medvod je šlo za reševanje življenj. Tu so poleg gasilcev veliko vlogo opravili tudi medvoški policisti. Med reševanjem 2 otrok iz stanovanjskega bloka se je policist pri razbijanju stekla poškodoval prst na desni roki. Policist je z delom nadaljeval kljub bolečinam, ki pa so v večernih urah postale že neznosne. Na roki je nastala oteklina in je v poznih večernih urah iskal zdravniško pomoč, se pravi, preko celega dneva je delal, nato pa je le poiskal zdravniško pomoč, trenutno pa je v bolniškem staležu in upam na njegovo čimprejšnje okrevanje. Sobotno jutro je pokazalo vso žalostno podobo središča Medvod, prizadeti občani pa so ob pomoči prvih prostovoljcev čistili tisto, kar je ostalo od njihovih domov. Jaz sem resnično na Sotočju in kjer je bil udar najmočnejši za ta stari del Medvod. V stanovanju smo imeli 1,50 m vode po celem stanovanju, iz kleti gor, ki pa 7 metrov, to se pravi, bilo skoraj 9 metrov vode v stanovanju. Tako da, ja, hudo je. Nismo se pričakovali, naj bo pol metra, naj bo metar, sem rekla. Samo vrata zaščitimo, čez okno ne more priti. Je pa prišla posod 20 cm od plafona do. In kaj naj rečem? Metalo omara je cel zid, stara 50 let, trda, močna, eno je zdaj prebrnjena. Tako da smo kar dosti dobro odnesli, taprvo, kar smo v momentu, se pravim, samo da sin avto pustil tle, prišel nazaj, je še en val, taki.
To je išlo, veš, na 3 ture. To je bilo v 3, koliko pride, par metrov, pa spet. V momentu s deponije, sa vrečama, vreče na vrata, ni pomagalo. Zelo hudo, imeli smo 2 metra vode v celih kletnih prostorih, kar je bilo od spodje vse uničeno do kraja, nimamo nič, hvala Bogu, da imamo zavarvano. Včeraj zjutraj v 4:30 smo avto ven pelali, kar se je dalo, drugo je bilo pa v pol ure vse zalito do kraja. Blata pa toliko, da smo komaj včeraj cel dan pucali, pa danes. Včeraj je bilo 7, pa danes nas je bilo 7. Ampak imamo še veliko. Kaj naj rečem? Danes sem se, ko sem sprijela gor tisto malco, takrat sem se zjokala. Včeraj sem bila, samo kad sem življenje rešila, pa Anita, direktorica pravi, Zaga, svaka čas Wegmans. Jaz nisem vedela, jaz mislim, ok, jaz sem samo živa. Šele zdaj je pa, kar je. 60 občanov so sprejeli v štabu civilne zaščite v športni dvorani, poplavilo je namreč tudi njihov sedež na cesti komandanta Staneta. Polovico občanov so za prvo noč poslali v motel Medno in polovico v prostore Policijske akademije v Tacnu. Del jih tam prebiva še danes. Večina prizadetih krajanov si je sicer začasna zatočišča našla pri sorodnikih in prijateljih. Na izpostavljenih območjih so imela škodo tudi nekatera podjetja. Večina v teh dneh že lahko normalno obratuje. Ob 7 še noben ni verjel, vsaj od nas, da bo voda res šla čez. Ampak dejansko ob 7:46 je bila voda že do vrat naše optike. Ob 8:15 so nas že policisti kot zadnje v tej hiši v blagovnem centru Mercator Medvode reševali iz objekta. Dejansko je šlo na konec za naša življenja, da smo reševali sebe, imovino smo rešili, kolikor smo lahko v tisti paniki, v tiste pol ure, zdaj pa počasi pač odpravljamo posledice. Ja, ko je malo padla voda, smo tlele odprli vrata in je pol so čevlji drli ven, voda, in pol počasne, najprej čevlje reševati, pa še vodo ven pa blat. Hidroelektrarna je že v četrtek spustila vodo iz Bilskega jezera naprej, podobno tudi v Mavčičah, zato tam škode niso imeli. Im je pa popolnoma uničilo elektrarno v Goričanah. V Preski je voda zalila industrijski obrat, kjer so morali črpati vodo. Naj omenimo, da je pri tem prišlo tudi do situacije, ko je nekdo obrnil cev za črpanje in vodo usmeril nazaj v podjetje. Da, ob vsem dobrem, ko ljudje izkazujejo solidarnost, pridejo na dan tudi zlonamerneži. Že v soboto so se pričele tudi prve tatvine in kraje. Vemo, da je premoženje sedaj nekako, ne morem reči zapuščeno, ampak prepuščeno samemu sebi. Ljudje so zapustili objekte in tukaj je zagotovo odgovornost tudi policije, da to najbolj primerno zavaruje. Zato imamo tudi na območju policijske postaje Medvode dodatno število policijskih patrulj. Vode so poplavile tudi prostore policijske postaje. Za nekaj časa je svojo dejavnost moral prenehati opravljati najbolj priljubljeni medvoški sladoledar. V soboto so lahko posredovalci, ko je dež ponehal, preverili teren tudi s pomočjo višinskih posnetkov. Danes smo imeli probleme, ker pač izvajamo izvedovanje tudi iz višine preko drona. Uspeli smo tekom celega dneva dobiti samo mogoče uro ali pa 2, da ni padal dež, da je dron lahko poletel, tako da smo tudi iz višine dobili nek pregled nad samo situacijo. Moram pa reči, da kaj takega še nismo videli in žal ne želimo, da bi še kaj takega videli. Najpozneje so se prebili do prebivalcev Osovnika, kar nekaj časa je trajalo, da so lahko preverili tudi stanje prebivalcev na Belem. Na srečo je šlo tokrat brez človeških žrtev. Razen skoraj popolnega pogina rib, katerih ostanki so pristali tudi v poplavljenih stanovanjih naših sogovornikov, pa podatkov o morebiti umrlih živalih nimamo, čeprav je zagotovo katera tudi izgubila življenje v naraslih vodotokih. Naše lokacije, naše osebne lokacije, teh 21 so bile nad vodo, razen to, kar je vedno poplavljeno v dežja, to se pravi 5 cm, 10 cm, nič resnega. Sem šla pa potem takoj v akcijo in sem tudi med Medvoščani slišala, oziroma pač nisem jih doživela, sem pa iskala pse,
Slišala pa za mačke pa precej tragične zgodbe, tudi to, da so skakale iz čolnov direkt v reko Soro, kar pomeni, da smo se vsi naučili to, da vsaj za mačko je pa kunca, oziroma za te male živali moramo imeti vedno pripravljen transporter, box, s katerega pol tudi zavežeš. Mačke v naročju ne moreš reševati, tudi če je najbolj socializirana. Občinska uprava je s podjetjem Snaga hitro dosegla dogovor za odstranjevanje naplavin in v poplavah in plazovih uničenega kosovnega materiala. Kasneje so na pomoč priskočili tudi iz drugih občin. Zelo dragocena pomoč se je pripeljala iz Marjetice Koper, saj so obalne občine za nekaj dni posodile svoje komunalne tovornjake za odvoz res neverjetnih količin odpadkov, ki so svoje začasno mesto dobile na Jeprci. Občino Medvode je že v petek obiskal minister za obrambo, v soboto pa si je situacijo skupaj z ministrom za naravne vire in prostor ogledal tudi predsednik vlade. Za nekatere more biti poziranje pred kamerami, a zagotovo je pomembno, da se tisti, ki bodo lahko sredstva za obnovo delili, tudi seznanijo z dejanskim stanjem na terenu. Res je, da znajo Medvode tudi po imenu živeti med vodami, ampak to pomeni, da se lahko taka situacija ponavlja tu še moče najbolj pogosto. Je po drugi strani, danes so Medvode, to samo 2 dni po tem, kar se je dogajalo, na nek način neverjetno očiščene, kar pomeni tudi ta solidarnost ljudi, vseh, ki so stopili skupaj, zato da so se odzvali, se mi pa zdi tudi nekaj, kar je zelo pozitivnega. Tako da, ja, večinoma se s terena res vračam z zelo pozitivnimi občutki, zato ker se solidarnost in ta predanost kaže. In Medvodah zagotovo in tudi župan je z tega vidika gotovo zelo zaslužen za to. Sanacija bo dolgotrajna. V teh dneh, ko je glavnina infrastrukture sanirana do te mere, da se lahko dostopa do vseh prebivalcev v občini, pa bo potrebno razmisliti, kako naprej, kako ljudem omogočiti varno bivanje in kako se pripraviti na ujme. Ne gre se namreč slepiti, da jih ne bo več, ki šele prihajajo. Vsa medvoška gasilska društva, ki so tokrat združila svoje moči, so seveda prostovoljna, kar pomeni, da so člani noč in dan povsem brezplačno reševali življenja. Izgubili so tudi nekaj opreme. Izkazalo se je, da bi je ob takšnih dogodkih potrebovali še več. Zato so vas tekom tednov prek svojih kanalov že prosili za prostovoljne prispevke. Sorški gasilci se sicer za to niso odločili, so pa v ta namen zbirali prostovoljne prispevke na veselici, ki so jo organizirali prejšnjo soboto, in je kar prav prišlo, da bi se sicer malce sprostili po teh napornih dneh. Hvala prav vsem, tudi krajanom, ki v teh dneh nesebično nudite pomoč, kolikor jo pač lahko. Župan Nejc Smole je v ponedeljek 7. avgusta sklical tudi izredno sejo občinskega sveta, saj je želel svetnikom predstaviti celotno intervencijo in jim podati ažurne informacije, da so jih ti lahko predali naprej tudi drugim občanom. Obenem pa so se seznanili tudi s tem, da bodo morali nekateri projekti zdaj počakati na boljše čase. Investicije po poplavi bodo namreč zagrizle v velik delež občinskega proračuna. Tokratna izredna seja, ki je potekala v športni dvorani, v prostorih, kjer je bil štab civilne zaščite, saj je sejna soba v občinski stavbi uničena, je bila sklicana z namenom podajanja prvih informacij o poteku intervencije in pričetku sanacije po poplavah. Civilna zaščita in prostovoljci so namreč v prvih dneh glavnino svojih naporov usmerili v normaliziranje stanja na terenu in sicer objavljali ažurne pomembne informacije, a občani so si vseeno želeli še več podatkov, še več informacij. Podroben potek intervencije, ki se je pričela s prvim klicem na pomoč v petek zjutraj 22 minut čez polnoč in nadaljevala v nepredstavljivih razsežnostih do petkovega popoldneva, ko so vode končno začele upadati, ter sanacije, ki je sledila, so predstavili župan, vodja civilne zaščite in vodja Gasilske zveze Medvode. Poudarili so, da je bila prioriteta reševanje življenj ljudi, nato življenj živali in šele nato imovine, da je sodelovalo okrog 800 usposobljenih pripadnikov sil zaščite in reševanja, pa še drugi pogodbeniki, policisti, taborniki in ostali prostovoljci.
Župan je poudaril, da je velika sreča, da je vodooskrba ostala skorajda nemotena, a poudaril, da je škoda na infrastrukturi ogromna, močno poškodovane so številne ceste in mostovi, tudi del kanalizacijskega omrežja, da o drugi materialni škodi ne govorimo. Izpostavil je, da bodo prve sanacije namenjene ureditvi dostopom do vseh občanov, sledile bodo nujne sanacije vodotokov, pomagati pa bo treba tudi socialno šibkejšim občanom, ki so ostali brez vsega. Sledila je razprava svetnikov, ki so izrazili predvsem veliko zadovoljstvo nad hitrim ukrepanjem in izjemno solidarnostjo, ki so jo izkazali vsi, ki so takoj priskočili na pomoč. Mi smo večkrat se spraševali, kako zainteresirati skupnost, da bo pristopila. In zdaj smo videli, da ljudje so zainteresirani, da pridejo. Recimo, mi smo se dolg časa pogovarjali, kako prebivalce novega naselja Rakovnik vključiti v skupnost. Pa so zelo počasi prihajali gasilcem, pa hudu posamezem, pa kakšen upevski zborček. No, te verjetno, recimo v nedeljo so možakarji iz novega naselja z popolno bojno opremo, samokolnice, orodje, tako kot pancer, divizion Privc Evgen, prišli v spodnji Rakovnik in delali. To je bilo nekaj izjemnega. Mirko Javršek pa je opozoril tudi na nekatere pomanjkljivosti, ki so se izkazale in bi jih morali v prihodnosti upoštevati. Kakšne stvari v tej ihti ne delamo najbolj prav? Če mi gledamo ljudi, od katerih se tudi v smislu reševanja učimo, so recimo to naši severni sosedje, Nemci, Avstrijci. Oni ob poplavah intervenirajo na ta način, da ima popolnoma avtonomno energetsko oskrbo. Ne, da pride gasilc, pa prinese črpalko, pa reče, kam je mu štekali. Izjemno srečo smo imeli, da ni nobenega ubili, ker so bili objekti pod vodo, in ker stare hiše nimajo tako imenovanih RCD stikal, ali pa recimo izometrov, in se to ne vidi, šele takrat, ko človeka stresa, ko obleži v vodi, mrtev, se vidi nekaj narobe. Tako da bi mogli mi v prihodnosti gasilska društva tako usmeriti, da bi seveda bili popolnoma, tako kot severni sosedje, avtonomni. Opozoril je še, naj ne pozabijo na ljudi, ki so utrpeli največjo škodo in so prvotno rekli, da ne potrebujejo pomoči, saj so bili v šoku in je potrebno k njim pristopiti večkrat, ter izrazil zadovoljstvo nad izmenjavo informacij prek družbenih omrežij, ko so ljudje oškodovancem ponudili potopne črpalke in sesalnike za mokro sesanje, a je župan opozoril tudi na neprijetno plat tovrstnih spletnih interakcij. Vi ste verjetno aludiral na tisti del, kjer so se ljudje zelo hitro polinkali, prišli, pomagali, še lažje, kakor bi se drugače kakorkoli po telefonu. Recimo, mi smo se pa ukvarjali v štabu s takimi norostmi, da so na spletnih omrežjih lansirali, da se podira jesne. In to, veste, to si pa nihče ne more predstavljati, kako je bilo v petek ob 10 oziroma ob 11, ko je bilo vse pod vodo, ko so nas klicali, pa lahko kolegi iz štaba potrdijo, ko so nas klicali in vertikalno in horizontalno, povsod. Ali je to res? Povejte, kje je župan? Župan je povedal, se bo res jaz podaril. Ja, župan ne upravlja zapornica, ne čuden. In tukaj je v resnici smo videli, kako zelo lahko je v trenutkih, ko so ljudje najbolj občutljivi, z njimi tudi zelo grdo manipulirati. Dragan Đukić pa je opozoril tudi na vzroke za veliko škodo, ki so jo tokrat povzročile poplave. Jaz sem v tej svoji 21-letni zgodovini občinskega svetnika večkrat ponavljal, da je treba, pa prej je Mirko omenil te poplave, ki so bile tam v dolini Ročnice, Trga na Oblake in tako naprej. Po teh poplavah je takrat kralj dal denar in so naredili zadrževalnike. Mislim, da je v 3 teh potokih gor so zadrževalniki, ki jih nihče do danes ni očistil. Pa pogledajte, to je skoraj 100 let. Ponavljal sem, da je treba te zadrževalnike čistiti redno. Tudi Ilcu, na Arsu v Kranju, sem to rekel, ko smo se menili obrežili soje, je rekel, za tole še najdemo denar, za tiste mi ne govorite, tega denarja pa nikjer ni. Župan se je z njim strinjal in poudaril, da je mnenja, da bi morala lokalne vodotoke upravljati lokalna skupnost in upa, da bo ministrstvo to upoštevalo pri spremembi zakonodaje.
Stanislav Ulanec se je na to v imenu Liste Sotočje želel odpovedati sejnini v korist sanaciji, a je naletel tudi na nasprotovanje strani nekaterih kolegov iz drugih strank. Cvetka Židan pa je izrazila pripravljenost, da bi krajevna skupnost in turistično društvo sami poskrbeli za očiščenje dela Medvoškega loka in kolesarske steze. Uroš Medar pa je opozoril na to, da bo potrebno spremeniti načrte, ki so jih imeli v proračunu, saj bo ogromno sredstev moralo biti sedaj namenjenih sanaciji. Pozivam Medvoščane občane, da probajo razumeti, ko bomo se to odločili, je, da vsi pozabimo na svoje spomenike. Vemo, da marsikdo ima želje velike in še večje, kar se je pokazalo že tudi pri sestavljanju osnovnega proračuna, da nekateri niso mogli preboleti kakšne investicije, ki ni bila noter mišljena, da tukaj pa lahko pozabljamo na investicije od zdaj naprej, zagotovo, in bo treba res vrniti, mislim, če ste poslušali, Osovenk je za silo rešen, Ločnica za silo rešena, Kozomar, sem prej dobil informacije, hvala Bogu, zdaj tudi za silo rešen. Ampak vse to je samo za silo, te zadeve bo treba trajno rešiti in se moramo vsi res tega zavedati in pozabiti na neke stvari, tudi če so se nam zdele še 2 tedna nazaj ali pa 1 teden nazaj nujne. Ponedeljek 14. avgust je bil tokrat razglašen za dan solidarnosti, ki je bil prvenstveno namenjen temu, da prostovoljci priskočijo na pomoč pri odpravljanju posledic poplav in plazenja. Kljub temu, da je sanacija potekala že ves teden prej, za tiste, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč, ni zmanjkalo dela. Uradno so v občini Medvode na dan solidarnosti akcije organizirale 3 krajevne skupnosti: Sora, Trnovec in Vaše Goričane. Krajani iz drugih krajevnih skupnosti so se jim lahko pridružili. Izvedeli smo, da so prostovoljci iz Katarine odšli pomagati v sosednjo občino Škofja Loka, zaposleni z občinske uprave pa so ta dan čistili v Medvodah. Dan solidarnosti je tudi v občini Medvode minil v znamenju sanacije po poplavah. Tisti, ki je želel, je lahko pomagal na številnih mestih, kljub temu, da so prostovoljci čistili že ves teden, delo namreč še zdaleč ni bilo končano. Občinska uprava se je razkropila po Medvodah, nekateri so šli pomagati krajanom, ki jim je poplavilo stanovanja, drugi so se lotili pospravljanja in urejanja infrastrukture, pa tudi občinske stavbe. Mi pa smo se s kamero odpeljali na levo stran Sore, tja, kjer so se krajani trudili z odstranjevanjem mulja, blata in ostalih naplavin, ki so v teh dneh pričele tudi močno smrdeti. V Trnovcu se je ob 9. uri pri tamkajšnji krajevni skupnosti že zbrala množica občanov, že nekaj prej so zabrneli stroji v dolini Ločnice, ki so jo tokrat plazovi res močno zdelali. Povabili smo vse krajane, da imamo 3 delovišča, enega pod Grmado, ki se je plaz usul na objekt, bojo tam reševali. Tam je ena ekipa, druga ekipa gre k enemu gospodu, ki je bil odrezan, ki mu je čist cesto utrgali, že delajo par dni. Danes dokončujejo, 3. ekipa gremo pa ob cesti, poberemo vas les, naložimo, pelemo eni gospe, ki ga bo potrebovala, ostali gremo pa še travnike, pa še to rešujemo tudi. Obvezna oprema danes vidim, grablje, lopate, šajtrke. Tako, lahko sodelujete. Koliko časa mislite, da boste potrebovali, da boste to uredili danes? Ja, začasno danes, ki je do enih mogoče, ne da. Ampak pa se pa še pokaže, bojo pa še dela. Tisti bomo pa še sproti reševali. Dolino Ločnice so močno prizadeli številni plazovi, uničili cesto in ponekod spremenili tudi strugo potoka Ločnica in njenih pritokov. Sanacija bo dolgotrajna, plazovi bodo še kar lep čas ostali riziko ob morebitnih novih padavinah, zato je takojšnja sanacija in tudi načrt za dolgoročno zaščito tega območja, predvsem z rednim čiščenjem in vzdrževanjem vodotokov in okolice, nujno potreben. Naša dolina je znana po poplavah, po plazovih, po žled, vse, kar je mogoče. Tam požar se nam še manjka. Ampak takšnih plazov ne pomnite najbrž? Ne, jaz moje življenje nekaj taka, ker je bilo, pa kakor je hitro voda naraščala, da je bila v en ur za 2 metra se dvignila, jaz kaj taka še nisem doživela glehor. Pa toliko namočanje vse in je to res samo plazi. Tudi zdaj bo še, če v kakšen dež, jaz mislim, da bo še nevaren, da bo kaj bilo, ja. To bo potrebno zdaj vse sanirati, kajti bliža se tudi jesen, ko bo še več padavin? Ja, se nas skrbi. Moramo se čim bolj povezati, da bomo tole čim prej rešili, da se te struge, vse dotoki v potok
To je treba vse, da se ščisti, da se spuca, pa da se sanira dele čim prej. Lopate, grablje in drugo orodje so na dan solidarnosti vihteli tudi v Vašah. Tam je razmeroma majhen hudournik povzročil izjemno škodo. Po nekaterih informacijah tudi zato, ker nekateri stvari radi urejajo po svoje in brez dovoljenj. Največja akcija se je tokrat dogajala pri hiši, ki je v noči s četrtka na petek postala otoček, podivjane vode pa so za seboj pustile smrdljivo blato in naplavine. Nekako skupaj smo pogledali s civilno zaščito, kaj, bom rekel, res gori in smo šli zdaj sem v Vaški graben, Vašanski graben, no, in tukaj dol pri Bukovčevih je pač se zadeva mulj pa mivka usedla in tole probamo zdaj spraviti ven, no. Pa še urejanje grabna. Tukaj se je pravzaprav v občini Medvode vse skupaj začelo, vsaj glede na prvi klic po intervenciji. Razmeroma majhen potok, ampak velike težave je povzročil. Ja, tale zna kar res zobe pokazati, no, tako da šli smo do gor, na vrh je treba tudi malo urediti, ga spraviti strugo nazaj čez cevi, tako da je še delo, no. Ampak to je treba bolj profesionalcem. Mi smo se pa danes tukaj zbrali, da pomagamo sokrajanki in odstranimo tale mulj. Dol naprej proti čez Presko oziroma čez ta spodnji del Vaš je pa že izčiščen, tako da je struga že lepo pretočna. Največjo skrb v teh dneh prinaša dejstvo, da so se poplave zgodile v mesecu, ki ne slovi kot mesec tako obsežnih padavin. Deževni meseci šele prihajajo, zato bo potrebno s tokratno sanacijo pohiteti, da ne bodo posledice tokratnega dogodka še dodatno ogrožale krajev ob jesenskem deževju. Ja, jaz se tudi malo tega bojim, no, če bojo kakšne take padavine oziroma letos vidimo kakšne so, nenormalne, zna tole spet malo zagost, tako da je treba zdaj res, ko bo lepo vreme, stopiti, pomagati občini, krajevne skupnosti, ljudje, krajani, tako da gremo v eni taki, bom rekel, dobri akciji, probamo res poglobiti, urediti, da ne bo šlo spet čez, ker tale je od hudiča. Te dneve so pokazali tudi, da znamo stopiti skupaj in biti solidarni. Kako solidarni so danes vaši krajani? Ja, jaz moram reči iskreno, da sem pričakoval manj. Tukaj nas je ta trenutek, oziroma začel nas je 22, pa vidim, da se številka malo veča. Tako da pridni so prišli z orodjem, z lopatami, grabljami, samokolnicami in bomo skupnimi močmi naredili veliko, pa tudi 2 bagarista imamo. Stroji so brneli tudi v krajevni skupnosti Sora. Tamkajšnji gasilci so bili na delu neprestano od prvega klica v Soriške gaje v petkovih zgodnjih urah. V tednu potem so jim na pomoč priskočili tudi drugi izvajalci ter seveda številni krajani. Veliko dela je bilo že narejenega tekom tedna od poplav, tako da danes smo se predvsem osredotočili na 1-2 večja, težja dela, se pravi en zemeljski plaz, ki je za eno hišo v Sori in predvsem še čiščenje okolice 2 hiš, kjer so bili najbolj zaliti. Ostali del ekipe oziroma prostovoljcev smo pa poslali spodaj, kjer je reka Sora poplavila, se pravi, da pobirajo predvsem smeti pa naplavine. Koliko krajanov je prišlo sem doslej? Mislim, definitivno nismo pričakovali takega odziva. Računali smo v dobrem 40 ljudi, prišlo jih je pa, mislim, nisem imela niti časa šteti, ampak mislim, da preko 70-80. S kakšno opremo danes vse sodelujejo? Rokavice so v vsakem primeru obvezne, pa škornji, kaj še? Ja, točno, rokavice, mogoče že niti ne več toliko škornji, ker zdaj je voda odtekla. Rokavice, lopate še vedno, vrečke za smeti in pač dobra volja. Tudi njih skrbi jesensko deževje in se pripravljajo na pričakovane vremenske nevšečnosti. Mi zdaj v bistvu pripravljamo tudi na poziv občine seznam v bistvu predlogov sanacije, ki pa so v bistvu po moje bolj se veže na strokovne ocene, pa se pravi na bagerje, na težko mehanizacijo, da se očisti te, rekla, hudournike, pa struge, ločnice recimo. Tukaj bomo počistili, ja, predvsem smeti, zdaj danes verjetno se ne bo to potem kasneje kaj poznali zaradi poplav, ampak bo pa čistejše.
Izjemno število krajanov se je širom celotne Sore nabralo na ponedeljkov dan solidarnosti. Družine so se razkropile po obrežju reke Sore, z lopatami so se lotili urejanja nabrežine potoka Ločnice, ki v teh dneh ležerno teče po svoji strugi, kot da ni povzročila toliko gorja in strahu. Seveda skupaj s svojimi pritoki, ki so pridivjali po bregovih in ogrozili številne domove, ki so jih tudi v teh dneh pomagali reševati prostovoljni gasilci. Predvsem bi se zahvalila gasilcem, prostovoljnem gasilskem društvu Sora. Oni odkar se je to začelo, so bili prvi, ki so se odzvali in do danes se sliši od zadaj stroji, čistijo, kosijo travo. Oni so bili vedno na voljo, predvsem z težjimi, z vozili in tudi kakšnimi traktorji s prikolicami, tako da predvsem gre zahvala njim. Vaša krajevna skupnost sicer živi na področju, kjer so vode, kjer so bregovi, ampak najbrž ne pomnite, da bi kdaj bilo tako hudo kot zdaj. V bistvu ena krajanka mi je povedala, da se je tale poplava zgodila praktično na 99. obletnico, ki je poplavila takrat celotno dolino Ločnice. Tako da pomnimo ne pa v takem obsegu, predvsem ne mislim, da v številu plazov. Prostovoljcem se je zahvalila tudi ameriška veleposlanica, ki je v Soro pripeljala nekaj žar specialitet in nekaj nujno potrebne opreme, kot so razvlažilniki, podaljški in sesalci za mokro čiščenje. My purpose was to let them know that we care and that we're here to help and to give them just a moment of pleasure with the barbecue and a moment to have companionship with their fellow workers. That was the purpose. Število prostovoljcev, ki so se tokrat pridružili akcijam ob dnevu solidarnosti, je bilo kar nekoliko nepričakovano. Številni pa so uspeli poskusiti dobrote izpod rok ameriškega žar mojstra. That was the pitmaster Mo Quezon, who is just amazing, and I don't know if you can smell it from here, but it's wonderful. And now I think they're playing some country music, and we also have people here from the Slovenian Barbecue Society and also from the Wild West Fest, and they're all here to support feeding everyone for lunch today. Dan solidarnosti je bil le simbolično dan posvečen sanaciji ob poplavah. Resnici na ljubo so dnevi solidarnosti potekali vse od petka 4. avgusta, pa še bodo potrebni. Večina ljudi bo zdaj, ko se zunanji izgled vrača v stanje, kot smo ga poznali, pozabila na to, kako hudo je bilo. A ne smemo pozabiti, da bodo naši soobčani, ki so imeli največ škode, pomoč potrebovali tudi, ko se bodo njihova bivališča posušila, ko bodo morali tisto, kar so izgubili, postaviti na novo. Ne pozabimo nanje. Na dan solidarnosti je bil odprt tudi vrtec Medvode, vendar je varstvo potrebovala le peščica otrok oziroma le 3. Svoje vrata pa so na ta dan pustili odprta tudi v zdravstvenem domu Medvode. Današnji dan je za nas normalen delovni dan, zaradi tega, ker Medvode so bile prizadeta občina in seveda na terenu ali ljudje obolevajo ali pa se kaj zgodijo, kakšne manjše nesreče, poškodbe, in da so občani in ljudje, ki pomagajo v občini Medvode, preskrbljeni, smo se odločili, da naš zdravstveni dom deluje nemoteno. V tednu dni po poplavah so zabeležili porast števila pacientov z manjšimi poškodbami, do katerih je prišlo zaradi odstranjevanja posledic poplav. Pojavile pa so se tudi prebavne motnje. Ljudje so hodili na preveze, vnete rane, kaj večjega ni bilo, je bilo pa povečano število poškodb. Nekaj malega smo opazili povečanih, predvsem na začetku, težav z prebavnim traktom, predvsem zaradi delno oporečne vode, ampak to se je po dezinfekciji oziroma po tem, ko se je začel paziti na to, se je to tudi konec tedna umirilo, tako da v tem trenutku na 8. dan, 10. dan po tej ujmi ne beležimo večjega tveganja, tako da ljudje so lahko mirni, pijejo lahko vodo. Sam nima zadržkov do ukrepov preventivnega kloriranja pitne vode, ki ga je javno podjetje Voka Snaga uvedlo ob poplavah in ga izvajalo dobra 2 tedna. Vsi vodovodni sistemi morajo imeti določeno stopnjo kloriranja, dezinfekcije. Že v preteklih času se je na klor
polagalo veliko pozornosti, ampak klor je škodljiv predvsem v velikih dozah in koncentracijah. V dozah, ki pa je, da dezinficira vodo, pa vodovodne sisteme, pa je zdravju manj škodljiv oziroma je praktično neškodljiv, saj to se dela že desetletja, stoletja. In še opozorilo, kako ohraniti svoje zdravje, potem ko bodo poplavljeni prostori očiščeni in jih bo potrebno posušiti in preprečiti vlago ter plesen. Predvsem tam, ko je prišlo do hujših poškodovanj napeljave, je seveda treba poudariti, da je treba strokovno oceniti, ustrezne službe morajo oceniti, ali je prostor oziroma hiša primerna za bivanje, zato da ne pride do nestrokovnih posegov ali pa potem seveda tudi do škode na zdravje. Glede samega razvlaževanja in pa bivanja v teh prostorih, seveda pred nami bo jesenski, mrzlejši dnevi, zdajle imamo še kakšen mesec lepega vremena in v tem času je treba, da se prostori sušijo, zračijo, da se izloči vlaga iz prostorov. Poudariti treba pa še eno drugo nevarnost, ki se tudi že kaže, in oziroma ob uporabi agregatov v primeru, da je izpad električnega toka v sistemu, moramo paziti, da agregati niso v zaprtih prostorih ampak da so zunaj, da ne pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Izjava je bila posneta tik pred tem, ko je do tovrstne nesreče dejansko prišlo. In še eno opozorilo je bilo posredovano v tem času. Poplavljena zelenjava, ki je tik pred zaužitjem, kapusnice, ki jih že sicer težko očistimo, in sadje, ki je bilo v stiku z vodo, je bolje zavreči, saj so lahko prepojene s kemikalijami, fekalijami, težkimi kovinami. Skratka, tudi temeljito pranje ne pomaga. Že sicer je priporočljiva analiza tal, podobno tudi kmetijskih zemljišč. Zastava je simbol in simbol je tisti, ki povezuje ljudi, je bila uvodna misel pirniškega župnika Blaža Jezerška o blagoslovu zastave, ki so jo prav na dan solidarnosti 14. avgusta dvignili visoko v zrak na vhodu v našo občino v Vikrčah. Gre za izvedbo ideje članov prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče Vikrče za vrh v sodelovanju s krajevno skupnostjo Pirniče. Ob tokratni priložnosti so domači gasilci zbirali tudi prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili nakupu osebne zaščitne opreme. Ob tokratni večdnevni intervenciji so bili namreč suhi le prvi dan. Ideja o zastavi, ki bi plapolala v Vikrčah ob vhodu v našo občino z ljubljanske smeri na parceli, kjer imajo svoje vadbene prostore gasilci PGD Spodnje Pirniče Vikrče za vrh, se je porodila ob 30-letnici države. Ker smo mi gasilci tle postavili visok mlaj na tej parceli in že takrat smo na mlaj obesili veliko slovensko zastavo. Takrat so nekako prišle govorice med člani, da bi bilo dobro, da bi bil tukaj, kjer je vstopna točka v krajevno skupnost in nenazadnje tudi občino Medvode z ljubljanske strani, da bi bil tukaj postavljen drog, da bi stalno visela slovenska zastava. Realizacijo same ideje so za določen čas zamaknile priprave na praznovanje 100-letnice društva lansko leto in priprave na nakup novega gasilskega vozila. Letos spomladi smo se pa spet člani odločili, da to idejo obudimo. Glede na to, da je to vstopna točka v krajevno skupnost in pa občino, smo povprašali krajevno skupnost, če bi mogoče finančno podprla ta projekt. Z veseljem so se odzvali, kolikor vem, je svet soglasno sprejel to odločitev, pa smo šli v akcijo, danes je pa, kot vidite, svečani dvig. Jaz sem ponosen, da izobesim v vsakem prazniku slovensko zastavo in tudi druge spodbujam, tudi če kakšna prireditev vzamem s seboj, ker to je del nas. Kot je v uvodnem nagovoru o blagoslovu dejal pirniški župnik Blaž Jezeršek, je zastava simbol, ki povezuje ljudi. Domači gasilci so v sodelovanju s krajevno skupnostjo Pirniče idejo dejansko realizirali na najbolj primeren dan, na dan solidarnosti, torej po večdnevnih intervencijah ob tokratnih poplavah, ki so jih v teh koncih naše občine sicer že kar vajeni. So bile pa vode tokrat za cel meter više kot kadarkoli, kar pomnijo krajani. Hvala Bogu. Nesreče, ni bilo žrtev, ni bilo, je pa ostal strah zaradi visoke vode, nastala je tudi materialna škoda na infrastrukturi, tudi ljudje so imeli poplavljene hiše in je žal
Tako, in odnesla nam je, visoka voda nam je odnesla Vikrško brv, ki bi drugo leto praznovala 90 let. Kaj tale brv za vas pomeni, oziroma ste mogoče že slišali, kakšna usoda jo čaka? Ja, zdaj verjetno se bo enkrat obnovila, ko da bodo za to sredstva. Mogoče se bo nadgradila, da bo malo širša, da bo lažji promet za kolesarje, dvosmeren, zdaj je bila ozka, ampak služila je namenu. Ljudje so imeli bližnjico v službo, za rekreacijo, za pohodniki. Tukaj čez brv je potekala tudi Jakobova pot. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem prostovoljcem, gasilcem, predstavnikom civilne zaščite in vsem posameznikom, ki so kakorkoli priskočili na pomoč poplavljenim sokrajanom. Kar se tiče pa donacij, jaz bi se iz srca vsem, ki so v tem tednu našemu društvu donirali finančna sredstva, jih ni bilo malo, iskreno zahvalil. Namenili jih bomo pa predvsem za nakup oziroma dodatne zaščitne opreme, osebne zaščitne opreme, ker čeprav je gasilni dom poln te opreme, se je zdaj pa pokazali v večdnevni intervenciji, predvsem 2 dni je skupaj padal dež, da jo imamo premalo, nimamo za preobleči članov. Člani so bili praktično, petek smo bili okej suhi, v soboto smo oblekli mokre čevlje, mokre obleke, v nedeljo pa glih tako. Ugotavljajo tudi, da bi jim še kako prav prišlo novo gasilsko vozilo, ki ga pričakujejo v roku meseca dni. Pogodbena vrednost zanj znaša 265.000 evrov z DDV-jem, od tega bo skoraj 80.000 evrov društvo prispevalo samo, ostalo pa občinski proračun. V tem avtomobilu bojo in nove potopne črpalke in novi agregati in še dodatna taka oprema za tehnično reševanje. To se je zdaj pokazalo, da nam praktično da je en mesec prepozen prišel, ali pa bo prišel, nam je ful manjkal. Sprane na tokratnem slovesnem dvigu zastave je nagovoril tudi Leon Marjasec, in to prvič v funkciji podžupana. Župan Nejc Smole je, to je njegova avtonomna odločitev in pravica, Leona Marjasca, člana Slovenske demokratske stranke, za podžupana imenoval 1. avgusta, torej tik pred katastrofalnimi poplavami. V prihodnji oddaji več o tej odločitvi in predstavitev podžupana, ki bo to funkcijo, tako kot podžupanja Mojca Murnik, opravljal nepoklicno, tokrat pa le njegova izjava na dan solidarnosti, ki ga je preživel na terenu. Meni je zelo hudo za ljudi, ki imajo težave. Tale vreme nam je zagodil vsem v občini Medvode, da ne govorim po celi Sloveniji, ampak treba je bilo ta prvi reševanje ljudi, smo se aktivirali in do danes aktivno sodelujem. Torej, lahko rečemo, prvi dnevi na delovnem mestu so potekali na terenu, več ali manj? Tako je, od prvega dne ob 3 po noč sem dobil poziv in do danes na terenu. Jaz sem bolj na plazovih, smo peljali geologe na teren, da so ocenili stanje, hiše so varne, to nam je bistvenega pomena, da so ljudje na varnem, plazove bomo reševali kasneje. Leon Marjasec je sicer član prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče. Slednje dober mesec dni domuje v prostorih novega gasilskega doma na novi lokaciji na Vincu. V enem tednu, ko smo se preselili, smo imeli eno večjo intervencijo, takrat je bilo tisto neurje, smo prekrivali strehe po vasi in pa te zadeve. Smo bili, bomo rekli, kar cel dan in pa potem zdaj ob tej sami ujmi, ob poplavah, pa ne bomo govorili v kolikih urah, ampak kar bomo rekli, da smo bili kar 4-5 dni, bomo rekli, priklenjeni tukaj na tej lokaciji, se izvažali in pa prihajali nazaj v svojo matično enoto. Najprej so torej posredovali ob hudih neurjih konec julija in sedaj ob velikih poplavah, ko so reševali ne le materialne dobrine soobčanov, ampak tudi človeška življenja. Po noč smo dobili klic na pomoč, da je treba nujno reševati ljudi na tem kopališču v Goričanah. Sprva smo bili kar presenečeni, da je bila sora res toliko visoka že in smo imeli kar utežavljen dostop do te hiše. Sicer nam je en domačin pomagal, da smo vsaj našli pot, kjer najlažje pridemo do hiše. Je pa voda res močna in je drla, kar z veliko močjo. Je bila to največja intervencija, najbolj taka
res stresna mogoče intervencija v vaši gasilski karieri? Ja, kar se tiče reševanja na vodi, sigurno. Ja. Mislim, da do zdaj še nismo v taki veliki meri reševali ljudi oziroma evakuirali ljudi iz hiš in pa tudi v taki deroči vodi noter. No. Sicer tečaje smo delali na deroči vodi in to smo mehen vajeni teh, ampak to se vseeno te pa lahko še kaj preseneti. Ste ugotovili, kaj vam od opreme mogoče še manjka za reševanje? Ja, vedno nam prav pridejo obleke, ne. Več nas je reševalcev, številke so take, drugačne, tudi zgubili so se kakšni jopiči dol iz čolna, ki smo jih imeli zraven. Vrvi so dobrodošle in pa tudi malo mogoče tak manjši raft, ker te velikmo čolna težko v takih nizkih vodah tudi pluješ pol. Kakšen mesec je za vami? Ja, tako kot ste povedali, najprej smo imeli vetrolom, pa neurja smo mogli precej strehe prekrivati, pa smo malo po strehah plezali, pa tako. Zdaj smo bili večinoma v vodi, prečrpavali smo, veliko kleti je bilo zalitih. Zdaj v samih zgornjih Pirničah nismo imeli toliko težav in s tem umuljam, pa to smo bolj kleti črpali, pa meteorna voda je bila noter, je bila bolj čista voda. Smo šli pa potem pomagati v Medvode na Seškovo ulico, ki je bilo, se mi zdi, najhujš, pa v Vikrčah. Izjavo smo posneli ob čiščenju struge reke Sore, dobra 2 tedna kasneje. Danes smo bolj zato, da varujemo, recimo, če kdo v vodo pade, da se kaj tazga ne bi zgodilo, da kakšna poškodba v vodi ali kaj tazga. Sicer pa zraven pa tudi pomagamo, da nam čas hitreje mine. Drugi del ekipe gasilcev za reševanje iz vode je ta dan šla na pomoč tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Tacen, čistiti poligon Policijske akademije. Da bi vi kot poveljnik društva rekli, ta dom je pa sedaj res zaključena investicija, ne v finančnem, ampak v takem gasilskem pomenu, bi potrebovali kaj še? Ja, to je res ena velika pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče. Zdaj trenutno smo imeli ob teh poplavah, nam je ta dom res prišel, bomo rekli, zelo, zelo prav. Izkazale so se tudi že mogoče kakšne pomanjkljivosti, ker še nimamo urejene pralnice, sušilnice. Glede na to, da je bilo veliko vode, veliko vlage, so se, bomo rekli, gasilske obleke in pa ostale stvari sušile po celem gasilskem domu. In tisto, kar prav tako upajo, da bo do novega doma, na katerega so čakali več kot 30 letja, vendarle kmalu vodila tudi nova dovozna pot, cesta ob Bošnici. Sama lokacija novega gasilskega doma je na obrobju vasi. Trenutna povezava je skozi celotno vas, v bližnji prihodnosti pa je zasnovana cesta, na katero bi se priklopili, potem pa izvažali direktno na glavno cesto, na kateri bi se lahko potem obračali proti Medvodam ali pa proti Ljubljani v tisto smer, katero bi potrebovali. Občinski svet je imel od četrtka 17. do ponedeljka 21. avgusta tudi prvo dopisno sejo, na kateri so sprejemali predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v občini Medvode za financiranje izdatkov povezanih z izvajanjem ukrepov o poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic do višine 180 000 evrov. Sredstva bodo namenjena za nabavo materialno-zaščitnih tehničnih sredstev, opreme, goriva, za delovanje pogodbenikov za tehnično reševanje, za nadomestila plač poklicanih pripadnikov sil civilne zaščite, zagotavljanje obrokov hrane in drugih pomoči socialno ogroženim ter za izvajanje ostalih ukrepov potrebnih za blažitev prvih posledic poplav. Predlog, ki so ga občinski svetniki soglasno potrdili. 180 000 evrov proračunske rezerve gre za pokritje stroškov intervencije in prve sanacijske ukrepe. Potrebni znesek za dejansko škodo na infrastrukturi pa bo bržkone večkratnik te vsote. Že za septembra zato načrtujejo rebalans proračuna ob dejstvu, da se bo potrebno kakšni investiciji tudi odpovedati. Tukaj res govorimo o škodi, ki je nastala, predvsem v sanaciji
cestne infrastrukture pa bodoči sanaciji plazov. Tukaj ponavadi govorimo o res visokih številkah. Plaz, skoraj da ni sanacija plazu, pod 100.000 evrov, stroški pa zelo hitro narastejo na pol milijona in več. In kaj občine pričakujejo od države, saj običajni proračunski prihodki za sanacijo škode na infrastrukturi ne bodo zadoščali? Kaj pričakujemo od države? Enostavno to, da se tega zaveda in da z ukrepi, ki prihajajo, skuša situacijo blažiti na dva načina. Eden je z birokratskim rahljanjem zahtev. Recimo, mislim, da na včerajšnjem sestanku v Nazarjah je bil eden izmed dobrih predlogov enega izmed županov in smo ga vsi potem tudi podprli, da se za ukrepe na vodah v bodoče ne zahteva gradbenega dovoljenja, ampak da gremo podobno kot pri rekonstrukcijah cest, da se gre za dela v javno korist, kar seveda ne pomeni, da ne pridobimo vseh mnenj in soglasij, pa vendar tudi tam predlagamo, da te tako imenovane tehnične pisarne, ki naj bi jih država zdaj vzpostavila, da prevzamejo funkcijo koordinatorja. To pomeni, da se v eni pisarni dobijo vsi soglasodajalci za določeno območje oziroma za določen projekt, tam najdejo rešitev in potem dajo skupno mnenje. Tako da to je ena taka pot birokratskega rahljanja, kjer si predstavljamo, da bi se dalo zadeve malce hitreje odpreti in potem tudi posanirati in zaključiti. Na drugi strani so pa seveda sredstva, teh bo potrebno mnogo, jaz mislim, da celo veliko več, kot si kdorkoli lahko predstavlja. Ne govorim samo za občino Medvode, tukaj govorimo za obnovo vse infrastrukture, ki je bila uničena v Sloveniji. V naši občini je zabeleženo 300 poplavljenih objektov, med drugim tudi občinska stavba, 30 plazov, poškodovane ceste, predvsem v Rakovniku in dolini reke Ločnice, poškodovan most čez Soro v centru mesta, odprt samo za pešce in kolesarje, poškodovan podvoz in sanacije potreben most v Goričanah. Od 3 brvi pa sta ostali le 2, saj je tisto v Vikrčah odnesla Sava. Prvo mislim, da prihodno leto bi imela 90 let, tako da je v 90. letu jo je odneslo. Tam moramo govoriti praktično o kompletni rekonstrukciji novogradnje. Tam bomo govorili z mestno občino Ljubljana. Brv je namreč bila polovico medvoška, polovico ljubljanska. Jaz verjamem, da tam bo neko razumevanje, da mogoče, če je bilo nekaj manj težav v Ljubljani zdaj oziroma škode po poplavah, da mogoče bodo hitreje tudi pripravljeni pristopiti. Seniška se bojim pa, da bo ob detaljnem pregledu prav tako pokazano, da je potrebna kompletna rekonstrukcija. Tako da dobro jo je odnesel samo naš medvoški lok, pa še ta ne brez poškodb, delno je natrgana ograja, uničena je vsa elektro oprema, odneslo je tudi števec in pa še nekaj manjših, ampak sama konstrukcija je pa ostala popolnoma nedotaknjena. Mogoče zanimivo za gledalce, meni se je zdelo zelo zanimivo prejšnji teden podatek projektanta, ki je glede na posnetke, ki smo mu jih poslali, izračunal, da je bil pretok pod Medvoškim lokom, ni bil Q100, se pravi 100-letne vode plus 1 meter, kot smo projektirali, ampak je bil Q500 plus pol metra. Tako da dejansko res govorimo o nekem takem rekordnem pretoku, ki ga verjetno nihče ni mogel pričakovati. 12 podpisanih prebivalcev Gorenjske in Žontarjeve ulice s prvopodpisanim dr. Jožetom Duhovnikom so v teh dneh na kar nekaj naslovov naslovili javno pismo, v katerem trdijo, da so njihove poplavljene kleti in drugo imetje vsake 3 leta, tudi tokratne, nepotrebne in posledica nestrokovnega urejanja vodotokov in neprimernega upravljanja Savskih elektrarn Ljubljana z vsemi akumulacijami. Odgovorne pozivajo k strokovnemu urejanju poplavnega območja v spodnjem delu Medvod vse do Medna in jim v premislek predlagajo 9 nujnih ukrepov, ki bi jih morali na javnem sestanku čimprej uskladiti. No, jaz sem tudi sam dopis razumel, da ni bil neposredno naslovljen na občino Medvode, ker z upravljanjem hidroelektrarnami res nimamo veliko. Po drugi strani smo pa vedno pripravljeni odigrati tudi eno vlogo mediatorja, nekoga, ki po svoje popolnoma razume stiske ljudi, ki so verjetno ne prvič, ampak natič poplavljeni in razmišljanje o tem, kaj vse bi se dalo narediti za to, da bi bilo teh poplav čim manj. Pričakujemo en resen, strokoven, poglobljen odgovor Savskih elektrarn, na podlagi katerega bomo potem videli, kakšni bodo naslednji koraki. Jaz ne želim zdaj v stroko se spuščati, ker tukaj res nimam nobenega znanja.
Moram reči to, da za čas poplav oziroma za čas najvišjega vodostaja so bile Savske elektrarne ves čas odzivne, ves čas smo bili v navezi, predvsem zato, ker je nekdo na državni ravni lansiral zgodbo o tem, da se jez podira, najprej Medvoški, potem v Mavčičah, tako da smo ves čas preverjali te govorice, ki so bile takrat res neprimerne, no, in vedno dobivali zagotovilo, da kar se tega tiče, ni nobenih težav. Minuli petek je uspelo na deponijo na Jeprci, ki je po občinskem načrtu v primeru naravne nesreče že sicer predvidena za rezervno lokacijo zbiranja odpadkov, prepeljati vse smeti, predvsem vse kosovne odpadke, ki so se nakopičili ob čiščenju poplavljenih objektov. Tokrat, če smo želeli izpred hiš ljudi, ki so bili prizadeti, te smeti čim prej odpeljati, predvsem zato, ker je vroče in ker se je začel pojavljati smrad, je bilo nemogoče organizirati prevoz vse do regijskega centra in potem nazaj. Prvi dan smo to poskušali, pa se je izkazalo, da so potem komunalna podjetja lahko naredila 2-3 vožnje, kar bi pomenilo, da še danes ne bi bili niti na tretjini. Zato smo potem gor vzpostavili ta začasni center. Zdaj, kar se nas tiče, ni nobene dileme sploh. Pričakujemo, da najkasneje v prihodnem tednu začne Snaga z velikimi kamioni to nalagati in odvažati na regijski center na Cesto dveh cesarjev. Bomo pa verjetno že ta teden, najkasneje pa prihodnji teden, morali na tej lokaciji vzpostaviti neko rešitev zbiranja gradbenih odpadkov. Zdaj ljudje namreč so, tisti, ki so bili močno poplavljeni, svoje pohištvo in vse, kar je bilo, zložili ven, to so zdaj kosovni odpadki. Na drugi strani se pa že pojavljajo gradbeni odpadki, ker bodo ljudje počasi začeli sanacije. Tukaj bomo zagotovili za tiste, ki so bili poplavljeni, ne zdaj za kar križem kražem, za vse, to lokacijo, kamor bodo to lahko pripeljali, torej ne planira se odvoz od hiše do hiše, ker nimamo niti slučajno nobene mehanizacije, ampak gore na lokacijo vzpostaviti in pa s tem omogočati ljudem, da jim ni treba voziti na barje teh odpadkov. Občina je doslej organizirala tudi 2 sestanka z vsemi organizacijami, ki v naši občini na tak ali drugačen način nudijo prvo finančno, pa tudi psihosocialno pomoč. Ja, nam se je zdelo zelo pomembno, da pomoč prihaja koordinirano, da imamo vse informacije, zato je bil ta teden že drugi sestanek tak čisto uraden, vmes je bilo pa brez števila enih komunikacij telefonskih, tudi preko mailov in podobno. Kot prvo torej, da vsi vemo, na čem smo, da križamo podatke, da vidimo, kje imamo največ težav oziroma ki se bodo pojavile, so se že pojavile največje stiske in da k temu pristopimo koordinirano. Kot rečeno, na spletni strani občine Medvode so navedene različne oblike pomoči prizadetim v poplavah in kontaktni podatki. Na to temo smo se pogovarjali tako s predstavnico župnijske Karitas Perniče, kot tudi s predstavniki krajevne pisarne Medvode, Centra za socialno delo Šiška. Oblike pomoči slednjega vam predstavimo v prihodnji oddaji, danes pa dejavnost Karitas. Lejte, želimo si dati sporočilo vsem tem poplavljenim, da niso sami. To je prvo, kar želimo. Ker zagotovo je, da ne moramo pomagati v finančnem smislu vsej tej škodi, ki je nastala. Tako da trudimo se, na tem mestu izpostavljam res hiter odziv Škofijske Karitas Ljubljana, ki je s svojimi prvimi vlogami za prvo humanitarno pomoč res v kratkem času nakazala vsem tem vložilcem te vloge tistih 400 €, to je res prva pomoč iz lastnih sredstev, preden je v bistvu država zdaj zagotovila še nova sredstva, 5 milijonov € za slovensko Karitas in 5 milijonov za Rdeči križ. Morate vedeti, da nekateri se lažje obrnejo na Rdeči križ, nekateri se bojo najprej obrnili na župnijsko Karitas, katero izmed teh ste našteli. Pač pomagamo pri izpolnjevanju vlog, pri zagotavljanju razvlažilcev prostora, pri sami fizični pomoči, ki je treba kaj počistiti, pri naprimer zagotavljanju čistil, z določenimi drobnimi akcijami skušamo, kjer se le dano, pomagati vsem tem poplavljenim. Se vas je kakšna posebna zgodba še posebej dotaknila v tem trenutku? Ja, lejte, glih danes sem govorila z gospo, čez 80 let staro, rekla je, da je šele 4. dan lahko začela jokati. Prej ni mogla.
In prizadelo je pa to, je rekla, toliko sem že stara, pa toliko ljudi poznam. Redko kdo je prišel do nje pa je rekel, kako ti lahko pomagam. Vsi so rekli, ja, se me nisi poklicala. To mi je dal misliti, no, kako smo narejeni na to, da nam nekdo reče, da ji pomagaj mi. Seveda so bili izpostavljeni tudi res svetli primeri pomoči, ko je nekdo kar prišel prostovoljc, lejte, tukaj sem za vas manj čas, kako lahko pomagam. Tudi to so ljudje izpostavili na terenu. No, ampak so res hvaležni za vsako spodbudno besedo, ki je zdaj res potrebna. Opažamo tudi potrebe po psihosocialni podpori, ki mogoče na začetku so še rekli, sej bo. Tako da tega je malo več, saj tako zaznavamo tudi mi. In se trudimo pač, da jih obrnemo na prave naslove. Kako pa lahko pomagajo tisti, ki bi želeli pomagati, na kakšen način? V tem trenutku najbrž ne z pohištvom, z oblekami. Ja, lejte, to je res problem. Tako je bil velik odziv ljudi, ki so pripravljeni bi prinesti, tako kot ste našteli, oblačila, pohištvo, tudi hrano, ampak mi moramo vedeti, da te ljudje sploh nimajo še prostorov, kamor bi lahko to dala. Je velik problem, so ti vlažni, še umazani ponekod prostori. Tako da se trudimo, mi jih obveščamo, da ne zadržijo tisto, kar so pripravljeni darovati ali kupiti ali kakorkoli, da ne poskušajo malo kasneje, ko bo pač čas za to. Trenutno je najboljša pomoč finančna in taka konkretna. Če imate soseda, ki je poplavljen, pa vi niste, da vsem pristopite mu kakšno lepo toplo besedo, povejte, pa vprašate, kaj konkretno ti jaz lahko naredim. A ti kosil skuham, a ti kaj počistam, a ti nekoga peljem zdravniku. Tudi taki primeri so bili, ker ni bilo nikogar, ki bi peljal, ker so bili vsi tam poplavljeni oziroma avti uničeni. Tako na ta način. Koliko ljudi ste, sokrajanov, soobčanov ste obiskali v teh 14 dnevih? Jaz osebno tlele v Vikrčah je okoli 40 poplavljenih objektov. Tako da sem res zgovorila z njimi, moram reči, da je bilo 30 tako različnih teh lastnik objektov. Je pa tako, z enimi se pa malo dalj časa zadržimo, z enimi samo osnovne birokratske stvari se zmenimo. Tako, odvisen tudi od razpoloženja. Običajno pravimo, ta birokracija, izpolnjevati vse te vloge, je težko? Lejte, je težko, mogoče je to najtežje za te, ki vlagajo vlogo na območju občine, ki živijo recimo tale Seškova in okoli občine, to se pravi, ker je mogoče še bariera jezik, tukaj so največje težave, tako da Župnijska Karitas Preska nudi tudi skupne izpolnjevanja teh vlog. Pri nas pač je tudi ena izmed teh možnosti skupno, ampak so tako zverzirani naši prosilci, da v bistvu sami izpolnijo. Je pa tudi ta možnost, to se mi zdi pomembno, da vsi prosilci vejo, da je tudi to možno, da lahko skupaj z nekom izpolnijo te obrazce, pravočasno oddajo. Samo še do ponedeljka imate vsi prizadeti v tokratnih poplavah možnost zaprositi za prvo humanitarno pomoč. Vlogo za pridobitev osnovnih življenjskih potrebščin, med drugim je na voljo tudi na spletni strani občine Medvode, lahko oddate bodisi na občini, na območnem združenju Rdečega križa v Ljubljani, bodisi na kateri od 4 župnijskih Karitas. Gre za razdelitev sredstev, ki jih je Vlada Republike Slovenije v duhu sočutja in solidarnosti 5. avgusta dodelila Rdečemu križu Slovenije v višini 5 milijonov evrov in v enaki višini tudi slovenski Karitas. Solidarnostna pomoč pripada vsem oškodovanim, višina pa je odvisna od škode, ki ste jo utrpeli. Če vam je voda vzela hišo, je prva solidarnostna pomoč 3000 evrov, če je poplavila stanovanjski del hiše, je pomoč 1500 evrov, če pa kletne prostore, pa 500 evrov. O vseh ostalih pomočeh pa, kot rečeno, prihodnjič. In za konec današnje oddaje, posvečene predvsem intervencijam o poplavi in prvim sanacijam, še povabilo na sredine delovne akcije. Ob
pogledu stanja v občinski upravi ugotavljajo, da je resnično največ smeti, kosovnega materiala in plavja ostalo ob naših dveh največjih vodotokih. Vse te gore smeti bodo tam tudi ostale oziroma bodo v najslabšem primeru ob večjem deževju ali dodatno mašile struge ali pa bodo odplavljanje niže dol po toku in tako onesnaževale Obrežja še naprej. Zato nas je županec Smole prek socialnih omrežij povabil, da se mu pridružimo na sredinjih delovnih akcijah med vodami. Prva od predvidenih 3 delovnih akcij na Obrežju in delno tudi v strugi reke Save, vse od Sotočja do Drage, je bila že včeraj. Za mano vidite predvsem malce razširjeno z nekaj dodatnimi prostovoljci. Občinsko upravo jih moram pohvaliti, danes smo od 12 naprej že čistimo, smo uspeli Sotočje več ali manj očistiti, spucati pa tja do Brvi, pa do tega občinskega mostu. No, zdaj gremo z razširjeno ekipo še tukaj, 3 ekipe so pa na drugi strani. Tam je okrog 30 prostovoljcev, na tej strani še ne 20, tako da jaz bi rekel, da nas je vse skupaj na 50. In danes ni zadnjič, še kar se boste zbirali tukaj, oziroma kako ste načrtovali tokratno akcijo oziroma vse te delovne akcije? Ja, kar malo preoptimistično ugotavljam. Zdaj verjetno bi bilo lažje, če bi bilo udeležencev še več, ne? Ponovno ugotavljamo, da smo na socialnih omrežjih zelo močni, v realnosti pa predvsem manj. Ampak dejansko s 50 se je ogromno naredilo, tako da jaz upam, če bi še 2 srede s 50, pa pridemo do Drage. Rekli ste, komu so namenjene tokratne čistilne akcije oziroma delovne akcije, kaj se počne? Če pogledamo zdaj okrog, koliko enih smeti se je nabralo, zato je tudi precej bolj počasno napredovanje, kot smo mislili, je pač po mojem znak, da je čist prav, da smo se tega lotili. No. Jaz verjamem, da se marsikje tega ne bodo mogli lotiti, ker so tudi še huje bili poplavljeni, ampak zakaj ne bi tudi na ta način, pravzaprav jaz vidim tukaj 2 koristi. Eno je čist neposredna, da čistimo našo naravo, da nam je mar za to, v kakšnem okolju živimo, in druga, da se povezujemo kot skupnost. Tisti ljudje, ki so se danes odzvali, so prišli dobre volje, so prišli v škornjih, so prišli z eno tako pozitivno energijo in jaz mislim, da je to, kar rabimo v teh časih. Kaj ste izvlekli, kaj nenavadnega iz tega Obrežja oziroma z te vode, kaj je tisto, kar je sedaj še mogoče problem? Vse sorte, no, od velik plavja in tega pa tudi do dela nevarnih odpadkov, na tem koncu pač seveda veliko pripomočkov za vrtnarjenje. Nižji dol smo celo en kos našega vodovoda najdeli, tako da v resnici, no, zgoraj še vedno ostaja avto, se pravi cel kombi, bo še kar nekaj dela, jutri pridejo stroji, ki bodo skušali se pravi sanirati vse naplavine, ki so se ujele v mostovih in pa na Sotočju. Tako da evo, gremo sami, ne čakamo državo, pomagamo si sami in na ta način bomo največ naredili. Županovemu povabilu so se, poleg sodelavcev občinske uprave in prej omenjene enote za reševanje iz vode prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče, odzvali še posamezni krajani, člani občinskega sveta in predstavniki društev, med drugim tudi taborniki in člani ribiške družine Medvode. To je katastrofa in me prav skrbi, nas prav skrbi, kako bo tale vodotok še v bodoče. Če se bo to še kdaj ponovilo, upajmo, da se naslednjih 1000 let ne bo. Je kaj rib ostalo oziroma kaj se dogaja sedaj s tem ribjim zarodom? Rib je mnogo manj že zaradi onesnaženosti, motne vode so se podušile, odnesel jih je, tako da bomo zdaj bolj jih samo hranili, vlagali, pa gledali, da bo še za naše bodoče ribiče pa goste kaj zaloviti. Zelo delovnih 14 dni je najbrž za vami. Povejte, danes ste se pridružili zato, ker... Ja, zato, ker je lepo, da se tu ta zadeva uredi, da je okolica popolnoma drugačna, da pokažemo, da zmoremo pospraviti tudi smeti, ki so, in da bojo Medvode čim prej, čim lepše. Kot uporabnik socialnih omrežij, aktiven uporabnik socialnih omrežij, sem začutil potrebo in dolžnost, da na županovo izrecno zapisano željo, da vrnemo Medvodam nekaj, kar bi jim lahko, sem se danes pojavil tukaj kot prostovolec. Kot občinski svetnik sem se pa med prvimi javil na
razpis oziroma objavljeno potrebo po prostovoljcih in seveda tam je bila ena postavka starost, ne? In ker vem, kako smo v covidu izbirali prve bojne vrste, sem prišel na vrsto malo kasneje in tudi v tisti akciji smo dol na Seškovi čistili ene kleti starejšim občankam, bolanim občankam, tako da ja. Kaj bi rekli, kaj je vaše spoznanje ob tokratnih poplavah? Najprej to, da smo mi v Pirničah imeli prekleto srečo, razen seveda naših krajanov v Vikrčah. Po drugem pa, da ta strašna moč vode, ki se je pokazala tudi sedaj in ki je v preteklosti po mojem nismo upoštevali v zadostni meri, bi nam morala biti v resno opozorilo za bodoče. Ja, v vsem tem času sem se pač osebno angažirala in sem kar že pri nekaj čiščenih hiš pomagala, tako da danes sem se v pozivu pač župana temu odzvala, zato ker pri nas nismo imeli nobene škode in se mi zdi prav, da glede na to, da si želimo vsi lep kraj čim prej pomagati, da se pač počisti pač vse tisto, kar je voda naplavila. Solidarnost je najbrž tista, ki je sedaj prišla na plano. Je bila kakšna zgodba, ki ste jo mogoče slišali v tem času, ki vas je mogoče prav posebej se dotaknila? Ja, zagotovo, ko sem pač kot predstavnica krajevne skupnosti Preska Žlebe hodila s kolesom okoli po terenu in preverjala, kakšno je stanje, sem naletela na pač dve taki. Eno je pač v Prešnici, ko je gospodu že drugič v nekaj letih zalilo avto in je pač ostal brez. Pa potem nek mlad fant v Preski, ki je živel v kletnem stanovanju, mu je voda zalila stanovanje in je pač uničeno vse pohištvo in zdaj čaka samo še na zadnje dva stroja, ali sta še pač v stanju, da bosta lahko uporabljala. No, tako da. Glede na to, da je bil poziv direktno za urejanje reke Sore, ki je bila v bistvu dolg in je še vedno ena moja skrita želja oziroma kopanje v Sori je zame en nepogrešljiv del življenja v Medvodah. Enostavno nisem mogel spregledati tega in sem se seveda z veseljem odzval temu pozivu. Kopališče podoba Sore, kakšna je sedaj? Kopališče je zelo žalostno, moram priznati, ampak če ga pa pogledamo z druge strani, je pa mogoče lahko to priložnost za dokončno ureditev, kajti treba bo zagotovo sanirati nabrežine, treba bo odpeljati material. Pravzaprav to, če lahko rečem, kar bi Direkcija za vode oziroma njihovi koncesionarji mogli redno delati, je za to zdaj poskrbela narava. In zdaj lahko občina oziroma izvajalci občine pomagajo k temu, da bo pravzaprav vodotok tak, ko bi res mogel biti. S to mislijo in povabilom, da se pridružite sredinim delovnim akcijam na obrežju reke Sore, se za teden dni od vas poslavljamo. V prihodnji oddaji, ki pa bo dejansko prva načrtovana po počitnicah, pa za vas pripravljamo pregled še ostalih dogodkov minulega meseca dni. Hkrati vas povabimo na nekatere prireditve in tudi na razstavo Hiše na hribu, ki je svoja vrata za mesec dni odprla že ta petek. Solidarnost in sočutje, kot je bila izkazana v teh težkih dneh, pa naj ostaneta naša stalnica še naprej. Na snidenje.